en big question, ki ga imamo za vse organizatorje, je vedno, koliko je bilo obiskovalcev. Ampak mislim, da ni več skrivnost, da je bil pač dogodek razprodan. Kapaciteta je bila 3000, če se ne motim. V bistvu, kakšen je, me lahko pelješ skozi ta trenutek, ko si izvedla, vstopnice smo razprodali in bo te potencialno mogli odvrniti naslednje prihajajoče. Kako si se takrat počutila, verjetno mixed feeling, kakšen je bil tisti trenutek? Grozen. Res, moram priznati, ta NMN je bil prvi, na katerem nisem uživala. Torej je kar 10. NMN in jaz sem bila na koncu sesuta. Zato, ker je bilo od jutra do večera so bili neki pritiski, na katere nismo bili pripravljeni, oziroma zdaj me vsi sprašujejo, vključno z vami, kako niste planirali, da jih bo toliko. Ja, statistika tega ni kazala. Obiski na spletni strani, Facebook in Instagram, Etsy, niso kazali tazga involvementa od na drugi strani pač obiskovalcev, pa tudi pretekla leta. Mi smo že mislili, 2007 pa 2008 smo bili prvi 2 leti na gospodarskem razstavišču, ko smo bili, zdaj bomo pa presekali 2000, pa nismo. Pa je zelo počasi šlo, veš, pa ne glede na to, koliko smo dejansko investirali takrat v digitalni marketing, smo ohranjali neko približno isto cifro, ne? In smo mislili, to je to, mogoče to, kar Slovenija premore. Kaj pa ravno pred korono, koliko je bila številka? Takrat smo prišli pravzaprav glih do 2000. No? Pred korono ste imeli v bistvu samo eno poslopje. Torej 2019 je bilo komaj 2000. Ja, tako. In zdaj pa kar naenkrat čez 3000. Ampak moramo pa zdaj res gledati, da je šifnalo vse skupaj, vsi dogodki na bazi Slovenije, lahko gledamo, se razprodajo, tako koncerti. In tukaj lahko iščemo v bistvu veliko razlogov. Eden glavnih, ki ga recimo jaz osebno vidim, je merch generacij. V bistvu prihaja nova generacija in anime fanov, fantasy fanov in tako naprej. Predvsem anime in pač J-pop na splošno, japonska pop kultura je pač vedno močnejša. In stara generacija seveda bo še vedno podpirala, tako kot smo podpirali 10-20 let, to logično, bomo še vedno naprej podpirali. Prihaja pa nova generacija, mogoče manj monetarno močna, so pa številni. Torej, te dve stvari se mrdžajo in tako lahko pridemo v bistvu do enega od razlogov, zakaj imamo zdaj recimo 40% rast. Pa jaz bi rekel, da so zdaj tudi fani spoznali vso to zadevco, ker so bili zaprti 2 leti z računalnikom, pa so po internetu skakali in so videli, kaj se dogaja, kaj bi lahko bilo in zakaj nisem bil prej tam. Zdaj pa si lahko. Kakšen obisk je bil lansko leto na NMN-ju? Lani smo prodali okrog 2200 vstopnic. To prodali, ker pa ne moraš vseeno gledati prodane vstopnice, pa še vsi ostali, ki so akterji pač na samem NMN-ju, ker jih je pol na 2700 takoj prijemo, veš, ker nas je veliko, od razstavljavcev, medijev in vse tako, tako da je bilo pod 3000. Ampak ste imeli že takrat to zgornjo mejo 3000 lani in pred tem? 3000 je čisto uradna meja slovenska za določene za dogodke. Ti pač zdaj mogoče tle se tudi to pozna, da smo mi z Mitjo zelo by the book. Greva vse tako, kot ti treba, prijavljamo vse, plačamo vse, kar pač tudi nanese kar veliko stroškov. In ko ti dogodek prijavljaš, moraš napisati, koliko pričakuješ obiskovalcev tekom celotnega dne, ne koliko jih je naenkrat v prostoru, celotnega dne. Koliko jih je naenkrat v prostoru, imamo prostorske omejitve, torej glede prostora, ki ga najameš. Ampak koga boš pa ti imel, tako pa ne vem, na koncertu, Kino Šiška, imajo neko določeno kapaciteto, koliko ljudi lahko imajo noter. Ne glede na to, ali so prišli samo na predskupino, ali so prišli na glavno skupino, to je to. In mi tudi. Marsikdo je bil žalosten, da ni mogel noter in ima zdaj idejo, sej gospodarsko razstavišče je precej večje, kot samo, ne vem, tistih 20 ljudi, ki se je pač vrtelo ves čas, imelo rotacijo, ampak imaš pač določene pravne omejitve, se pravi, ne moreš pač, več kot imaš ljudi, čez 3000, potem bi to za vas pomenilo pač še več logistični zalogaj, več verjetno zdravstvenih delavcev, več gasilcev, dražji bi bil dogodek, čez iz, ne vem, Sazas in tako naprej. Sazas imamo zelo radi,